Dobro jutro, drage gledalke, spoštovani gledalci. Torkovo jutro je in čas za mirico dobrega. V življenju potrebujemo delovno roko, potrpežljivost do drugih, prijaznost, požrtvovalnost in medsebojno sodelovanje ter prijateljski odnos do bližnjega. Vse to so lepe vrline. Jesen v naših srcih prav poseben da čar, saj na obrazu zasije nov žar. Roža jesenska najlepše cveti, cvet njen pa dolgo še ne oveni. Barve jesenske še v zimo žare, toplo oblivajo naše srce. Če pa je kdaj vaše nebo oblačno in se vam pogled mimoidočega ne nasmehne, boste nasmeh zmeraj našli pri tistih, ki poznajo vaše srce. Naj usoda da miru, da boste sprejeli to, česar ne morete spremeniti. Poguma, da boste spremenili to, kar lahko, in modrost, da boste razlikovali med enim in drugim. Niso vsi dnevi dobri. V vsakem dnevu pa lahko najdemo nekaj svetlega. Najbolj običajne stvari v življenju so ponavadi najbolj čudovite. Vedno je treba imeti moč, da po vsakem padcu vstanemo še močnejši in odločnejši, da se borimo naprej in gremo skozi življenje z dvignjeno glavo iskat nove poti. V današnji oddaji bo z nami in za vas kuhal Mitja Zadravec Ribič iz Kuhle iz Spodnjega Loga pri Litiji. Pripravil bo zelo zanimivo jesensko sladico. V sredo, 31. oktobra, v Trbovlje pride Siddharta. Mi pa bomo imeli že danes priložnost z njimi poklepetati v studiu. Obiskal nas bo njihov član Primož. Med tistimi, ki ste na našem profilu na Facebooku odgovorili na nagradno vprašanje, bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel Siddhartin CD. Kot strokovnjak pa se nam bo v studiu v drugem delu oddaje pridružil Matej Košir. Predstavil bo nastavljiv otroški stol Froc za navihane otroke in nič manj navihane starše. Ta stol odlikujejo zelo zanimive rešitve, izjemna stabilnost in naravni materiali. Obeta se tudi športni pregled dogajanja po Zasavju, ki ga je pripravil naš David. Več kot dovolj razlogov je, da ostanete v naši družbi. Začenjamo pa z glasbo. Če se od spominov da živet, potem jest še dolgo bom na svet. Saj misel me nate gor drži, včasih me boža, včasih boli. Če se od spominov da živet, potem jest še dolgo bom na svet. Saj misel na strastem poljub me spravlja v veselje in obup. Tako nekako prepevajo Čuki in Kvatropirci. Po slikah, kjer ti si na njih, srečna in mirna se zdiš. Kjer sva se lani še midva ljubila, njega za roko držiš. Če se od spominov da živit, potem je še dolgo bom na svet. Saj misel me nate gor drži, včasih me boža, včas boli. Če se od spominov da živit, potem je še dolgo bom na svet. Saj misel na strasten tvoj poljub me spravlja v veselje in obup. Vsi me sprašujejo, kam si odšla, kaj naj jim rečem doma. Saj sva se lani še noro ljubila, zdaj pa si z drugim odšla. Če se od spominov da živit, potem jaz še dolgo bom na svet. Saj misel me nate gor drži, včasih me boža, včas boli. Če se od spominov da živit, potem jaz še dolgo bom na svet. Saj misel na strasten tvoj poljub me spravlja v veselje in obup. Vem, da ti zame ni čisto nič mar, z njim si odšla pred oltar. Kjer sva si lani midva obljubila, večno ostaneva par. Če se od spominov da živit,
še dolgo bom na svet, saj misel me nade gor drži. Včasih me božal čas boli, če se od spominov da živit. Potem je še dolgo bom na svet, saj misel na strasten tvoj poljub me spravlja v veselje in obup. Če se od spominov da živit, potem je še dolgo bom na svet, saj misel na strasten tvoj poljub me spravlja v veselje in obup. Saj misel na strasten tvoj poljub me spravlja v veselje in obup. Po tej lepi in pomenljivi pesmi pa se zdaj že javljamo iz naše studijske kuhinje. Z menoj je Mitja. Mitja, pozdravljeni. Pozdravljeni. Iz Kuhle prihajate, iz Spodnjega Loga pri Litiji, vi ste vodja gostilne in vesel sem, da boste danes kuhali skupaj z nami. Povejte našim gledalkam in gledalcem, kje se nahaja vaša gostilna in po čem je prepoznana. Najdete nas na pol poti skoraj med Litijo in Zagorjem, ob cesti. Boste tudi videli znak, tako da nas težko zgrešite. Velikokrat smo že slišali o vaši gostilni, koliko časa je Kuhla že na tem prostoru in že ponuja hrano in vse drugo svojim obiskovalcem. Gostilno imamo odprto 6 let. V tem času smo rastli skupaj z našimi gosti, tako da smo iz mehne okrepčevalnice prerastli kar v eno tako restauracijo. Vaš kolektiv ima 10 članov, vi ste na vrhu. Kakšna je vaša vloga, kaj vse počnete? Ja, sicer sem šef, ampak vse veste, kako je doma, moraš biti deklica za vse. Vse, kar je treba postoriti, se pravi, vodenje kuhinje, strežbe, tako naprej. Po čem je znana okrepčevalnica Kuhla? Kaj je tisto, kar drugi nimajo, kaj je tisto, kar radi postrežete svojim gostom? Poznajo nas gosti predvsem po dobri hrani, prijaznem osebju, dobri postrežbi. Slišal sem, da greste tudi na teren, da organizirate različne cateringe, imate pa še eno zelo zanimivo nalogo, pripravljate malico v Litiji v Novem Rudniku. Tako je, v novo odprtem turističnem rudniku Sitarjevec smo skupaj s Turizmom Litija ustvarili rudarsko malico, v katero tudi postrežemo v globini rudnika, tako da imajo gosti rudnika še eno posebno doživetje, da lahko to rudarsko malico na koncu rudnika tudi pojejo. Kako ste to rudarsko tradicijo povezali s hrano? Kaj ste ustvarili v tej malici, ki jo zdaj ponujate? S še živečimi rudarji smo upravljali pogovore, kaj so v tem času jedli. Po večini so seboj prinesli kruh in jabolko, kasneje so v rudniku dobili še en kos slanine, iz tega smo mi ustvarili sitarjevško malico. Sitarjevška malica obsega slanino zavito v kvašeno ajdovo testo, pogačo slanino, jabolčni krhelj, hreno in jabolčni mus in pa topel jabolčen kompot. Danes pa boste v Mirici Dobrega pripravili zanimivo jesensko sladico in smo že malo nestrpni, da nam poveste, kaj je tisto, kar boste danes pripravili. Na začetku vam bom malo pomagal tudi sam. Tukaj vidimo hruške, vidimo kostanj, na štedilniku je želonec in v njem že nekaj brbota. Tako malo mi boste pomagali. Danes bomo delali eno jesensko sladico, sicer bomo probali obuditi sestavine, ki smo jih že malo pozabili, oziroma naše babice in dedki pa jih zelo dobro poznajo. To je tolkovc, ali nekateri mu rečejo bunkovc, oziroma jabolčno vino, ki je v teh krajih zelo poznan.
Zato bomo hruško skuhali v jabolčnem vinu, ki smo ga sladkali po okusu. Zraven bomo naredili kostanjevo kremo in pa en ajdov drobljenec. Kakšnega okusa je ta sladica, če lahko malo napoveva že vnaprej? Sladko, kisla, v bistvu ni presladka. Ob kakšni priložnosti? Prepleta se okus jabolk in hrušk. Zraven je še kostanj, ki je mičken mogoče zagreni, tako da. Ob kakšni priložnosti pa postrežete tako sladico? To sladico lahko postrežejo gospodinje doma tudi. Več ali manj vse sestavine imajo skoraj vedno v sadovnjaku ali na vrtu, ali pa je mož skuhal naredil jabolčno vino, tako da predvsem je primerna za jesen. Takrat, kadar kostanj tudi imamo, lahko ga pa tudi spravimo za kasneje, pa jo tudi po zimi naredimo. Koliko časa si moramo vzeti, da lahko tako sladico pripravimo? V bistvu danes bomo kar hitro sladico naredili. Največ časa zahteva se pravi kuhanje kostanja, zato smo mi kostanj že skuhali, da ne bomo predolgi. Potem pa se kostanj izdolbe, olupi, naredi kostanjeva krema. Hruške bova dala, zdaj, ko sva jih olupila, peclje sva pustila, jih bova dala kuhati v jabolčno vino, ki smo ga prej sladkali, za približno 15 minut, odvisen od velikosti hruške in tako naprej. Lahko pa uporabite hruške tudi te, ki se jim reče včasih ali moštence ali tele male hruške, ki rastejo vse povsod po travnikih in ob gozdu, tako da imate neomejeno možnosti, kaj uporabiti. V današnji Mirici dobrega se nam torej obeta zanimiva jesenska sladica. Še se bom pojavil tukaj v kuhinji, da vmes malo pogledamo, kaj nastaja. Na koncu pa z gostom pridem sem, da vidimo tudi končni izdelek. Hvala. V današnji oddaji Mirica dobrega bo zelo pestro in zelo zanimivo. V studiu, ki ga imamo tule naprej, pa tudi čaka zanimiv gost. Zelo smo veseli, da smo lahko danes v studio povabili člana zasedbe Siddharta. Siddharta je 5-članska slovenska rock skupina, ki je nastala leta 1995 in v teh več kot 20 letih je postala ena najbolj priljubljenih skupin pri nas. Primož, prav lepo pozdravljeni v našem studiu. Živijo, Tomaž, zdrav. Siddharta pride tudi v Trbovlje in veseli smo, da ste si vzeli čas in prišli v naš studio, da skupaj malo poklepetava. Več kot 20 let že traja zgodba Siddharte in priljubljenost je na vrhuncu, lahko rečemo. Primož, kako se spomniš svojih začetkov pri tej skupini? Ja, vsakič, ko slišim 20 plus let, se zavem, koliko je to eno dolgo obdobje za nami. Spomnim se pravzaprav, kot da je bilo včeraj. Jaz sem bil bliž na koncu srednje šole, ko smo začeli. Smo sanjali, smo razmišljali, kako bi bilo fajn imeti band, kako bi bilo fajn igrati pred veliko ljudmi in tako naprej. Te sanje ali pa te želje so se nam na srečo uresničile, oziroma z veliko trdega dela pravzaprav in veliko vaj in tako naprej smo prišli potem do nekega statusa, kakršnega imamo danes. Ja, lahko rečemo, da je Siddharta fenomen na glasbenem področju. Posluša vas staro in mlado, kjerkoli se pojavite, vzbudite pozornost. Ste si na začetku mislili, da bo tako? Na začetku niti ne razmišljaš na ta način. Na začetku ti je fajn igrati, ustvarjati muziko. To je en tak občutek, ki težko ga opišem. Je pač tisti, ki to počne, ve, kaj se zgodi takrat, ko zazvenijo inštrumenti skupaj. Imamo to srečo, pravzaprav, oziroma smo nagrajeni na ta način, no, da nas poslušajo tako pravzaprav zelo širok spekter generacij. Naša publika se pomlajuje, kar je za band, za postoj benda pravzaprav ključnega pomena, ker ne nazadnje, če nimaš komu igrati, pravzaprav izgubi ta čar. No. Mi radi podajamo to glasbo, mi radi smo na odru, to je neke vrste ena zasvojenost, v narekovaju seveda, ne, pozitivna. Ta izmenjava energije, ta pretok. Tako da
imamo to srečo, no, da je ta diapazon kar širok. V vseh teh več kot 20 letih je nastalo tudi ogromno albumov. Zdaj je čisto svež album Nomadi, ki je že 9. po vrsti, če sem prav štel. Ja, 9. naš zadnji, torej Nomadi. Ja, se je nabrali kar nekaj, to so te studijski albumi, vmes so bili še ogromno nekih izletov, živih albumov, remixov, sodelovanj, tako naprej. Ja, in na tega smo pač zdaj najbolj ponosni in ga predstavljamo, ker smo res zadovoljni, kako je izpadel. Ampak preden se mu posvetiva, dajva se malo spomniti vseh tistih preteklih 8. Kako ste zdaj z razdalje pogledali nanje? Kako se je razvijala vaša glasbena pot? Kaj bi lahko o preteklih albumih povedali? Ja, v bistvu se zelo, če pozorno se spremlja to, ali pa pozorno, pač tisti, ki nas pozorno spremljajo, lahko slišijo pravzaprav našo, to je neko evolucijo, naš razvoj, tako naš osebnostni, kar se tiče recimo besedil in tako naprej, naš glasbeni razvoj, govoriva o aranžmajih, o pristopu, o načinu skladanja. In nazadnje tudi o koncertih, ki se pač izluščeš v bistvu, kaj je fajn, pa kaj je dobro, in to pač ponudiš na koncu. Vidim, slišim zdaj, vsak album bi lahko zdaj drugače posnel. S tem znanjem, ki ga imamo danes, napram 20 let nazaj, je težko to primerjati. S prvim plašči slišim energijo, brezkompromisnost, na glavo pravzaprav. Potem pa se seveda ta mozaik sestavlja do današnjega, kjer pravzaprav tako ploščo veliko bolj preudarno oziroma racionalno delamo, še vedno pa z dovolj emocijami, da zadane. Slišali smo, da ste snemali na različnih koncih. Katere so pa tiste prednosti snemanja v svojem studiu? Ja, to ima precej dvorezen meč. Lahko je to taka neka zlata kletka, ki imaš neomejeno časa na voljo, in te roki, ki smo si jih zastavili, zelo hitro pridejo na vrsto. Prednost je ta, da mi smo 5 let nazaj ta studio zgradili, pravzaprav res z našimi rokami, s pomočjo nekih prijateljev, in se čuti neka ta, vsaj mi jo zaznamo, neko energijo, en tak mojo ima noter, neko žmoht. In radi tam delamo, tam vadimo, pravzaprav poznamo ga v nulo, ta prostor za vaje, ta studio. Zato smo zdaj to je že 3. plošča pravzaprav v vrsti, ki smo jih tam posneli. Povabimo pač producenta noter, pripelje še neko dodatno opremo, da je to tako, kot mora biti, in posnamemo. Prednost je ta pač, ja, da si tam, da si neomejen, morda je pa pač to prekletstvo to, da si doma v končni fazi. Vsaka stvar te lahko zmoti, če si recimo nekje 1000 kilometrov stran, nekako ne moreš vplivati na stvari, ki potekajo doma. Nomadi so se rodili, studijski album je izšel, pa bi mogoče malo predstavil idejo nastanka, kako so te pesmi nastajale, kako ste jih oblikovali, kako ste se odločili, kaj uvrstiti na ta album? Ja, naš protokol dela je podoben kot že nekaj časa, v bistvu je, mi si že precej vnaprej pravzaprav zamislimo, kako bodo naša leta, drugo leto, čez 2 leti potekala, in si rekli, ok, smo za 2018 si zamislili nov album, ker je pač le minilo že 3 leta od zadnjega. In mi potem se dobimo, si pokažemo te neke demo posnetke, neke osnutke, ki si jih je vsak od nas pripravil doma na računalnikih oziroma neke vrste skelete, jih presejemo, torej poslušamo, si povemo, kaj je v redu, kaj ni, naredimo neko selekcijo tistih, moramo vedeti, kar nekaj odpadka, pač nekaj, kar še ni bilo mogoče zrelo, pa bo na naslednji plošči, torej mi se fokusiramo na teh 10 recimo skladb, s katerimi gremo potem v vaje z njimi, torej producent pride, poslušamo, preigravamo, se gradi skladba, se aranžmaji dodajajo in to, ne vem, rečemo, traja 2-3 mesece, potem pa, ko je dovolj zrelo,
gremo pa to zares posneti, ne. Torej, ritem sekcija, bas, boben, kitare, klaviature, programiranje, vokala in tako naprej, na koncu pa še vokal. Za svoje albume izbirate zanimiva imena, Id, Nord, Petrolea, Infra, zdaj Nomadi. Ja, običajno imam mi z naslovi kar težave. Torej, ne samo z naslovi albumov, ampak tudi z naslovi pesmi. Vsaka pesem, ki prinesemo, tako kot sem prej rekel, na te vaje začetne, ima nek delovni naslov, ki se ga zelo navadimo. In potem tekom nastajanja skladbe to ime kar ostaja, ne? In je težko potem, ko treba dati na album, ponovadi so hecna ta imena, ne? In težko to ime zapisati. Ampak da se vrnem k Nomadom, no, tokrat je bila pa seveda ena od pesmi, ki se kliče Halo Nomadi na albumu. Ampak ko smo gruntali, smo se eno vajo pravzaprav tik preden je bilo treba oddati ime naslova dizajnerju in tako naprej, da je sestavil ovitek. Se nam je to ime pravzaprav kar prišlo na površje, vsem je bilo všeč. V bistvu je zelo lepo povzame na to našo pot do zdaj, našo nemir, našo iskanje, oziroma pač neskončna pot, no, pravzaprav, ki je bolj pomembna od cilja. Neustaljenost, žanrska, osebnostna in tako naprej. Rock'n'roll je le živ organizem, ki potuje, ki se razvija in pač se nam je zdelo res na mestu, da poimenujemo ta album na ta način. Smo ga tudi v belo dali, kar za nas ni najbolj tipično, ampak kot neko svetlobo, neko pozitivo, kljub morda težkim tekstom, neka odprtost, sonce na vzhodu. Ko sem prebral, da ste omogočili brezplačen prenos albuma, se mi je zdelo zelo zanimivo, pa bi mogoče malo o tem spregovorila. Ja, v bistvu je, moramo vedeti, da smo mi album izdali na dan, ko smo imeli en velik koncert v Hali Tivoli, torej je bilo približno en mesec nazaj. In smo se spraševali, kako bojo pravzaprav ljudje poznali pesmi, če mi izdamo na isti dan, kot je koncert, tudi album. In smo potem prišli do ideje, da bi vendarle en del teh pesmi, 8 od 10 smo jih na ta način ponudili, da zakrožijo med ljudmi, ne. In smo poleg teh singlov, torej, ki smo video spote tudi posneli, smo dali še neke dodatne zraven in s tem morda malo nagradili, no, tudi ljudi, ki so zvesto stojijo ob nas, da jih pocrkljamo malo s tem, ne, tiske pa želi pač pa album lahko tudi kupca. Kako se pa odločite, za katero pesem posnamete še video spot? Ne vem, včasih je to zelo enoglasno, ne, torej smo vseh 5 nas je sklepčnih, ne, včasih je pa pač celo glasovanje, vprašamo tudi kakšne glasbene urednike morda, oziroma damo nek ožji izbor ven. Gre pa čisto včasih iz preprostega glasovanja. 5 nas je, torej 3 glasove rabiš, da je skladba izbrana. Mogoče je kakšna beseda ali dve o pesmi Med drevesi, sploh ne vem, ali sem to prav povedal. Med drevesa, ja, to je v bistvu, kakorkoli se to zveni kot med drevesi, ne, pa to je vendarle ena beseda, ki je nek fiktiven kraj, poln ljubezni, kako bi rekel, v bistvu Taka zanimiva kombinacija. Nekam, kamor lahko pobegneš in se imaš fino in se imaš rad in si tam z ljudmi, katere ceniš in s katerimi se pravzaprav dobro počutiš, no. Zdaj bomo pogledali ta posnetek, pa mogoče še prej kakšna beseda o tem, kako je nastal, kje ste to snemali? Ena zanimiva zgodba je okrog tega spota. Režirala ga je pravzaprav ena punca, ki je bila 10 ali 11 let nazaj, je nastopala v enem od naših spotov, takrat Male roke se je imenoval, takrat je bila deklica stara 13 ali nekaj let, ne, in smo se, ne vem, 2 leti nazaj srečali spet z njo, je povedala, da študira režijo v Londonu, kako gor dol, in ko smo iskali pravzaprav neko režijsko taktirko za ta komad, smo
je bila ideja Tomija, recimo, da bi to ženska režirala. Ne? In takrat nam je, se res, mogoče bi bila pa to Enja. Ne? In v bistvu je bila takoj pripravljen tak scenarij, moodboard, torej neko slikovno podlago, kako naj bi vizuali na koncu izgledale. Se nam je zdelo, to je pač usojen, no? In enostavno smo njej prepustili to. En del je posnet v Londonu, kjer ona deluje, en del pa pač v Ljubljani, kjer mi delujemo. Ta videospot si bomo zdaj ogledali, takoj ko se vrnemo nazaj, pa bomo izžrebali še CD, čisto nov CD Nomadi zasedbe Siddharta, tako da ostanite z nami, zdaj pa prijetno poslušanje.
V studiu gostimo Primoža iz skupine Siddharta. Ta skupina bo imela koncert v Trbovljah prihodnji teden, 31. oktobra. In tudi vprašanje na Facebooku prejšnji teden je bilo, kje v naši bližini bo imela Siddharta koncert. Pravilen odgovor je bil seveda v Trbovljah in v rokah držim Siddhartin najnovejši CD, o katerem smo danes malo že govorili, in nekdo izmed vas bo prejel nagrado. Tukaj imamo gumb, pritisnil ga bom, na ekranu zadaj pa se bodo vrtela vaša imena oziroma imena tistih, ki ste sodelovali v nagradni igri. Tistega, ki bo dobil nagrado, prosim, da nas kontaktira na zasebno sporočilo na Facebooku, da se dogovorimo, kako, na kak način bo lahko prejel Siddhartin CD. Zdaj pa malo napetosti, veselimo se, da bomo nekomu lahko podelili to nagrado. 3, 2, 1, poglejmo, kdo je srečni nagrajenec. To je nagrajenka Monika Baloh. Monika Baloh je srečna dobitnica tega CD-ja z naslovom Nomadi, ki je še čisto svež, in vas, Monika, prosim, da nas kontaktirate na Facebooku, da se dogovorimo, kako bo ta CD prišel do vas. Seveda pa se vsem, ki ste glasovali oziroma ki ste sodelovali v naši nagradni igri, zahvaljujem za to, da ste si vzeli čas in ga preživeli skupaj z nami. Primož, Siddharta je začela koncertno turnejo po Sloveniji. Prej si že omenil, da je bil v Ljubljani tisti koncert, s katerim ste odprli to zgodbo. Zdaj pa jih bo še kar nekaj in zelo smo veseli, da tudi v Trbovljah. Ja, res je. Mi smo ob izidu ploščic si zastavili eno tako 13 krajev bomo obiskali, torej enega Ljubljano smo že oddelali, v Ljutomeru smo bili prejšnji vikend, še torej 11 jih ostane. In 31. smo 10. torej oktobra, naslednji vikend, oziroma naslednji teden smo v Trbovljah. Ja. 2 koncerta sta že za vami. Kako ste zadovoljni sami sabo, z odzivi gledalcev, poslušalcev, z medijskimi odzivi? Super. Kaj ne rečem. Mi smo zdaj recimo od januarja pa do zdaj septembra, ko smo izdali CD in imeli ta prvi koncert, smo imeli pravzaprav nek tak koncertni post, kadar snemamo, nekako ne delamo koncertov vmes, da ni preskakovanja med dvema fokusoma, torej živo in studijski del. Tako da ja, smo kar vzhičeni, smo spet nazaj na cesto šli. Super je, no. Jaz moram povedati to, morda, da to turneja nek način, kjer mi lahko vplivamo na več stvari, torej kakšna bo produkcija, kakšne bo ozvočene luči, ozadja, video in tako naprej, ker je to pač naša turneja in se bolj posvetimo, več lahko damo poslušalcem. No. Mogoče iz tega vidika to bolj zanimivo kot nek koncert, ko pridemo na nek festival, na nek praznik krajevni ali kakorkoli, kjer smo v sklopu nečesa tretjega potem zraven. Ja, zdaj pa gremo od kraja do kraj. V Trbovljah smo bili tudi že lani ali leto pa pol nazaj, mislim, da podobni zgodbi je bilo super. Kako pa sestavljate koncertni program? Kaj vse morate razmišljati zraven in kaj vse se mora zgoditi, da se vse sklada in pride do neke celote, ki jo ponudite? Ja, po 9 albumih, kot sva se pogovarjala prej, je ta nabor kar širok, veliko pesmi, veliko spotov, veliko singlov že obstoječih. V prvi meri mi gledamo na to, če predstavljamo novo ploščo, da je kar nekaj materijala, torej iz nove plošče. Torej tudi v Trbovljah bo kar nekaj iz Nomadov. Morda še nekaj več poudarka tudi na teh zadnjih 2, Infri in Ultri. Ne gre pa seveda pozabiti teh naših komadov, ki so nas postavili pravzaprav na ta položaj, naših zimzelenih, recimo temu tako, ki jih ljudje pravzaprav potiho pričakujejo, da bojo prisotne. Torej raznih samo edinih na soncu in tako naprej. Ko imate koncert, lahko spremljate tudi obiskovalce, uživate v tem, ko poznajo vaše pesmi, ko prepevajo skupaj z vami? Ja, to je ta neka energija, ki sem jo prej omenil, je ta izmenjava.
zelo hitro, po prvem komadu pravzaprav že čutimo, kakšna bo ta relacija. Ne? Mi skušamo vsakič pač podati čim več in če dobimo ta nek feedback, potem se to eskalira pravzaprav in se začne neka žoga kotaliti. Čutek je super. To je sploh, ko na neko tvojo avtorsko glasbo ljudje jo do te mere te sprejmejo, to vzamejo za svojega, je pač droga. Siddharta, ste samozavestni glasbeniki, veste, kaj hočete, veste, kaj želite ponuditi, pa se na takih velikih koncertih pojavi tudi trema. Kaj razmišljate o tem, kako bo vse skupaj izpadlo? Trema je vedno malo te nervoze. Če jo ne bi bilo, po mojem, to ni dober znak. Pol ti rata vseeno, se mi zdi, ne? In če ti ni vseeno, potem si imaš to tremo. Mi jo še imamo, na srečo. Mislim, dokler bo trema, bomo delali. Predvsem te pa morda skrbijo bolj te tehnični kakšni zapleti. No. Glasba je le toliko fluidna zadeva, da se iz neke zagate lahko spelješ ven, če pa tehnika zataji, je pa mogoče malo bolj nerodno včasih kaj izpeljati. No. Imamo ekipo, ki skrbi seveda za to, da teče vse brezhibno, če gre struna, se zamenja hitra kitara in tako naprej. Tle ni dileme, ampak ja, mogoče ti to vseeno malo tlele, vsaj na začetku koncerta, dok vidiš, aha, vse dela super je, te prve 2-3 pesmi recimo, da si mečkam bolj na trnih, potem pa itak sam še tok energija in to je to. Vi imate pa na svojih koncertih tudi predskupine. Kako pa izberete predskupino oziroma na kak način? Kjer mi lahko vplivamo, ne, in ta turneja vsekakor je, želimo, ne samo zdaj, tudi že v preteklosti smo to počeli, da smo neke mlade skupine povabili zraven. Želimo, da imajo neko možnost, kjer se lahko predstavijo. Tokrat sta to dva benda, in sicer 7 Days in May in pa Murphy. V Tivoliju so nam na pomoč priskočili še skupina Bo. Mi precej spremljamo, no, kaj se dogaja, in ko zaznamo nek bend, bend v pravem pomenu, da deluje, da niso samo projektno zbrani skupaj in tako naprej, plus da ustvarjajo avtorsko glasbo, ki nas premakne, da nam naredi nekaj v duši. Tacga potem izberemo, povabimo zraven. Vi imate zelo visoke standarde, kako naj bi bila pesem videti, slišati. Kaj pa, če jo igra nekdo drug, to vašo avtorsko pesem? To radi slišite? Ste zadovoljni? Ste kritični? To je počastitev pravzaprav tega, kar počneš. To je super, da slišiš, ne vem, na plaži, ki igrajo na soncu, ali da, ne vem, se kakšni bolj resnih morda poskusih lotijo tega, ne samo ob tabornem ognju. To pomeni, da je pravzaprav Siddharta prišla na neko nacionalno zavest, no, s svojo glasbo in svojim delovanjem. Nismo pa mi kritični do tega, mislim kritični. Pravzaprav tisti, ki jo pa ustvarja glasbo našo, pač mora biti sam sebi dovolj kritika, da ve, a je to za širše ušesa ali ne. Če bi imel zdaj na kupu vseh 9 albumov, kam bi uvrstil Nomade? Ja, na koncu. Ne, to je zelo težko vprašanje. To je tako, vprašati mamo, kjer otrok je najljubši. No. Mislim, v tem trenutku so mi Nomadi najljubši. Imam pa potem, ko se malo hladi ta euforija ali pa ta bližina od izida, se pa pojavijo pesmi, ki te asociirajo bolj na kakšen album, mogoče na kakšen dogodek v studiu, na kakšno fazo v življenju, ki si imel, ko se je ta pesem nastajala ali pa album snemal. Tako da
težko bi določil vrstni red. Naše gledalke in gledalce pa vedno zanima tudi kakšna osebna nota in če smem, kaj počnete člani Siddharte, ko ne igrate? Kaj vas sprošča? Se družite tudi v prostem času? Ja, tako kot sem za začetku ugotovila, smo skupaj že 23 let, ne. Tako da, če bi nas družil sam band, bi bilo že nekaj narobe, ne. Tako da smo absolutno tudi družinsko povezani, da smo že v teh letih, da imamo vsi velikane otroke. Naši otroci se poznajo, tudi te neke osebne, bom rekel, ne bendovske stvari, absolutno si povemo, kaj nas teži, česa smo veseli. Neko močno zaupanje se mi zdi, da skozi leta, skozi te vzpone in tudi predvsem skozi padce pravzaprav se zgradi karakter in tle smo se do te mere povezali, no, da smo praktično nerazdružljivi. Se začneš pogrešati, no, če se ne vidiš nekaj časa. Kako pa člani gledate na slovensko glasbeno sceno? Vi ste v središču, imate veliko ljudi okrog sebe. Kako bi komentirali aktualno dogajanje? Težko komentiram, no. Zdaj, če govorijo o rock sceni, recimo, ne, kamor bi jaz nas uvrstil, se mi zdi, da se je v zadnjih nekaj letih spet malo ta bioritemski cikel vrnil ali pa se vzpenja, no. Tle veliko imate mediji seveda vpliv, ne, kateri vrsti glasbe so vrata bolj odprta, kateri manj, nacionalnim medijem morda toliko bolj. Ampak vsaka generacija ima neke svoje težave ali pa prednosti, ne. Torej, mi, ki smo začenjali, se je dalo igrati na velikih mestih, velikih lokacijah. Mi smo začeli, vsakemu lokalu, v baru smo pač igrali, kjer se je dalo, ne. Danes imajo YouTube in Facebook in Instagram in tako naprej, kjer je spet možno priti do pravzaprav vsakega domov. Nimajo pa toliko prostorov za igrati, ne. Ampak vsak se mora zborbati s to svojo situacijo, mi smo se pač svojo izšli iz tistega močnejši in tako naprej. Poudarek je pa mogoče to, da kljub nekim zapletom, ne, band ne sme obupati takoj, ne, mora vztrajati, to ga naredi pravzaprav bendovskega, ne, torej ne da, nimamo kaj igrati, dajmo nehati, ne. Kako je pa z vašim pojavljanjem na družabnih omrežjih? Ja, skušamo biti pojavljeni, se pojavljati tam, nismo ravno najbolj, smo še sicer generacija, ki je ta prehod ga posvojila, pravzaprav vemo, za kaj gre in tako naprej. Smo že še pač tudi računalniki, ne, ko so začeli prihajati, smo bili ravno toliko stari, da smo to začeli sprejemati, tako kot danes naši otroci sprejemajo te telefone, ki jim ni več jasno, da časopisov ne moreš pač skorda, no, karikiram, ali pa na televiziji povečati, pa swipati, ne. Se pojavljamo do te mere, da je okusno na teh omrežjih, do te mere, da smo tudi mlajši generaciji pravzaprav dostopni. Glede na to, da ste zdaj na vrhuncu promocije zadnjega albuma, je prezgodaj govoriti že o novih načrtih. Kaj pa sledi po tej promociji? Ne, ni prezgodaj, mi veliko razmišljamo o tem. Do konca leta, no, bo ta turneja, ki jo pač priporočam, absolutno jo priporočam. Potem smo pa, običajno imamo neko kratko pauzo po novem letu, ker je let, se ta veseli december umirja, vsak ima rad malo navdihne in da potem gre v pomlad naprej. Neko akustično zadevo pripravljamo malo čez pomlad, neke festivalske zadeve čez poletje, drugo leto. Hkrati pa seveda že malo razmišljamo, kdaj pa kako pa kje bi pa naslednji 10. izdelek posneli.
Iz tega zadnjega aktualnega izdelka pa bomo danes slišali še eno pesem. Zanimiv naslov v povezavi s črkami, kako Ja. bi pa to komentirali? To je morda eden tistih imen, ki ostanejo kot delovni naslov, pa je tudi tokrat tako na plošči. Ne. Pač AMLP je naslov tega komada, a mi lahko poveš, je pravzaprav so to inicialke tega vprašanja. Skladba, ki je morda večno ta neka dialog med moškim in žensko oziroma med partnerjema, ki en brez drugega pravzaprav ne moreta, pa včasih pa tudi ne gre. No. Spot je tudi posnela ta ista punca kot prejšnjega, tako da ja, tle se nadaljuje ta sinergija. Ob koncu najnega današnjega pogovora v Mirici dobrega pa še povabilo na sredin koncert v Trbovlje. Ja, jaz bi pač vse povabil. Gre za koncert, ki je pač produkcijsko na visokem nivoju, pravzaprav zelo primerljiv s kakšnimi tujimi. Ogromen oder, lučen park, močen odzadje čez vse, tak zelo impozanten videozaslon z nekimi videoprojekcijami. Mi smo v dobri formi, imamo ploščo, 2 dobri predskupini sta, tako da se vidimo. Pa počitnice so, ne, tako da ni izgovora. Ne. Prva priložnost, torej prihodnji teden, 31. oktobra v Trbovljah, potem pa še kar nekaj drugih priložnosti po celotni Sloveniji. Tako je. Primož, hvala, ker si vzel čas in Hvala prišel v našo Mirico Z veseljem, dobrega. z veseljem, še kdaj. Želim vam uspešne koncerte in vse dobro do konca leta, potem pa naprej. Hvala. Zdaj pa pesem, o kateri sva govorila s Primožem, Siddharta z njihovega zadnjega albuma. AMLP. Prijetno poslušanje. Lahko poveš, kje naj odprem svoje roke. So umazane, bele in črne in mokre. Mi lahko poveš, kdaj se oboje utuje. Si obarvala vse, kar tvoj potrebuje. A mi lahko poveš, a mi lahko poveš, kaj je nastalo iz lepih obrazov, ljubezni in čistih izrazov. A mi lahko poveš, a mi lahko poveš, kje je vesolje, če nima sonca, življenje brez pravega konca. Mi lahko poveš. Ko nastal bo let in bodo v zmoti roboti, ne pozabi na tolpe, ki grejo nasproti. Spomni se name, črnih dlani, belih obrazov in zlatih oči. Spomni se name, preden zmoriš, spomni se name, ko svet krvari. A mi lahko poveš, a mi lahko poveš, kaj je nastalo iz lepih obrazov,
Po tej novi Siddhartini pesmi sem si spet nadel predpasnik in sem tukaj pri Mitji, ki bo povedal, kaj se je dogajalo v tem času, ko smo se na drugi strani studia pogovarjali s Primožem iz Siddharte. Nekaj posnetkov so naše gledalke in gledalci že videli. Na začetku sva olupila hruške, povedali ste, Mitja, kaj vse potrebujete za to jesensko sladico. Zdaj pa povejte še našim gledalkam in gledalcem, kaj se je dogajalo v tem času, ko me ni bilo tukaj. V tem času smo hruške skuhali v jabolčnem vinu, zdaj se hladijo. Naredili smo kostanjevo kremo, stepli smetano, jo dali v hladilnik, naredili testo za ajdov hrustek iz ajdovega testa, potem masla, malo limonine lupine, lahko dodajo noter tudi eno jajce, da je bolj rahu. To pa je zaenkrat to, kar smo skuhali. Ja, Krema pa hruške se morajo zdaj ohladiti. Sladica je hladna, ni topla. Sliši se preprosto, pa ne verjamem, da je v praksi tudi čisto tako. Kako se naredi ta krema, ki je tukaj videti lepa, gostljata? Se pravi, kremo naredimo tako, da jo na maslo stopimo, na njo damo vaniljo, kostanj prepražimo na maslo, zalijemo smetano, pokuhamo, počakamo, da se krema zgosti, potem pa jo ali paličnim mešalnikom ali pa kakšnim drugim mikserjem zmiksamo v eno gladko zmes. Kako se je lupil kostanj? To je verjetno kar nerodno opravilo. Kostanj smo prinesli s sabo že olupljen, ampak najlažje ga je, se pravi, stisniti na polovico in zdolbiti z žličko, tako nekako gre najhitrejše. Koliko časa pa je treba kostanj kuhati, da je okus in vse drugo tako, kot mora biti? Odvisno od debeline kostanja, ampak tam okrog ure pa pol, dve, kar je Kar toliko časa. Da se nama ne bo kaj zažgalo, lahko že vmes pogledava, kaj se dogaja v pečici. Kako ste rekli, Mitja, da se temu reče? Tak ajdov hrustek, oziroma drobljenc, lahko naredite iz bilo katere moke. Gre v bistvu za zelo podoben kot piškotno testo, ki ga potlej lahko uporabite za dekoracijo, za hrustljavost, kjerkoli. Lahko ga pustite tako, lahko ga čisto nadrobite, lahko ga preizvaljate, pa potlej oblikujete kakršnekoli. V bistvu gre za ne take piškotke. Kako pa kuhar ponavadi ve, kdaj je neka jed pripravljena, kdaj je pečeno, po barvi, po občutku boste verjetno rekli? Po barvo, po občutku. Kaj pa sledi zdaj še za sklepno fazo, da bo ta sladica nastala? Kaj boste naredili zdaj v nadaljevanju? Naredila bova še, se pravi, iz kostanjevo kremo bova imela tekočo, naredila bova en del, bomo vzela stran, jo bova umešala v sladko smetano, da bomo imela dve teksturi. Počakali, da se hruške ohladijo do konca, pa bomo pa že počasi začeli sestavljati krožnik. Ali nam gre lahko pri pripravi te sladice kaj narobe? Ja, marsikaj gre lahko narobe. Lahko se, ne vem, zažgete smetano, lahko se... Ampak nič ni tako hudo narobe, da se ne da popraviti. Danes je vse pod nadzorom, vse poteka tako, kot ste si zamislili? Zaenkrat, ja. Ja. Z našim gostom, ki me čaka v studiu, bova ob koncu oddaje prišla pogledat, kaj bo nastalo, tako da se veselim končnega izdelka te jesenske sladice. Hvala. Drage gledalke in gledalci, našo mirico polnimo naprej, nekaj reklamnih sporočil sledi, potem pa vas v studiu na svoji levi pozdravim z novim gostom in zelo zanimivo temo. Ostanite z nami. Na torkov obisk pa je prišel že drugi gost, strokovnjak, lahko rečemo. Predstavili bomo zanimiv izdelek. Nekaj, česar v slovenskem prostoru pred časom ni bilo, gre pa za zelo zanimivo in praktično stvar. Matej Košir, lepo vas pozdravljam. Pozdravljeni. Froc je blagovna znamka podjetja Remarket iz Ribnice. V Remarketu izdelujete najrazličnejše izdelke iz lesa, izključno lokalnega izvora. Danes ste tukaj, da malo predstavite svoje delovanje, pa bi začela širše. Kaj
kaj Remarket počne in kakšna vloga je vaša v tem podjetju? Sprva še kot študent sem ustanovil podjetje, ki se je ukvarjalo z prodajo lesenih izdelkov prek interneta. Sam prihajam iz Ribnice in Ribnica je znana kot dežela suhe robe in lesenih izdelkov. Tako da v bistvu je bila na začetku naše največje poslanstvo je bilo, se pravi prodaja lesenih izdelkov, lokalnih izdelkov na trgu, se pravi na slovenskem trgu preko interneta. In kasneje, seveda, ker je ta tudi konkurenca ratala višja na slovenskem trgu, po drugi strani smo pa s temi izdelki nismo mogli iti na tuje trge. In zaradi tega, ker ti vsi izdelki seveda na tujem trgu že obstajajo, mi pa smo vedno želeli, se pravi, imeti nek globalni trg z neko visoko dodano vrednostjo, ki ga lahko prodajamo kamorkoli, pošljemo kamorkoli, se pravi, ustvariti neko blagovno znamko, ki bo prepoznana ne samo na slovenskem, ampak tudi na tujem trgu. No in tako smo skupaj z podjetjem Gigodesign, ki so industrijski oblikovalci, oblikovali leseni otroški stol Froc. Gre za stol za hranjenje, ki ga lahko uporabljajo od 6. meseca in vse do 10. leta. Skratka, en stol se lahko uporablja celo otroštvo, je zelo prilagodljiv, je lesen, je v bistvu isto lokalnega izvora in je, bi rekel, zelo praktičen. In zdaj v bistvu naš glavni produkt je Froc in v bistvu vse temelji dejansko samo na Frocu. In prisotni ste bili tudi na različnih sejmih, tudi v tujini ste predstavljali ta izdelek in bili uspešni. Ja, tako, začeli se je pač par let nazaj, ko smo začeli, smo ga pač zadnja 3 leta prodajali, bi rekel, izključno prek interneta. Sedaj smo pa se odločili, da gremo pač korak dlje. Smo šli na sejem v Francijo in v Nemčijo, kjer smo izdelek predstavili širši množici in distributerjem in je bilo zanimanje pač izredno veliko, tako da že prejemamo, smo že prejeli naročila in jih še prejemamo sedaj po sejmu. Tako da je bilo uspešno. Kako poteka postopek izdelave tega stola? V vašem podjetju to izdelujete, kot ste omenili, iz lokalnega lesa. Kak je postopek? Ja, sodelujemo s lokalnimi podjetji, skratka mi naročimo lesene kose pri dobavitelju, kovinske kose pri drugem dobavitelju in vse te kose, se pravi, kupimo, jih pregledamo in potem sestavimo skupaj v škatlo in potem pošljemo, se pravi, lahko tako končnemu kupcu, ki jih lahko naroči direktno preko interneta ali pač trgovini oziroma distributerju. Katere so glavne značilnosti, pozitivne stvari tega stola, s katerimi prepričate potencialne kupce? V bistvu gre za najbolj prilagodljiv leseni otroški stol, se pravi, na stolu je možno prilagoditi tako višino sedišča, višino pozicije nog, višino ledvenega dela, hkrati je pa zelo praktičen, ker ga zelo enostavno lahko spravimo tudi pod mizo in zavzame manj prostora. Pri vseh teh gre pa dejansko za popolnoma lesen stol, se pravi lokalnega izvora in lahko rečemo, da gre za slovenski izdelek. Kako je z barvnimi kombinacijami? Otroci pa tudi starši so zelo zahtevni. Ja, se pravi, eni prilagajajo, imamo 5 barvnih kombinacij, se pravi, imamo osnovo v leseni bukvi, potem so pa barvne možnosti, se pravi, izbire sedišča in tega otroškega varovalnega seta. Zdaj, nekateri prilagajajo kuhinji, jedilnici, drugi prilagajajo to, kar je otroku všeč, tako da so opcije različne. Glede na to, da ste omenili, da se ta stol lahko uporablja tudi 10 let, če se kak del obrabi, je mogoče to tudi zamenjati? Ja, vsak stol ima garancijo 5 let, tako da v vsakem primeru, če karkoli pride, se pravi, pošljemo nove kose. Drugače pa tudi se zgodi, da nas pokličejo pa rečejo, naš fant se je pa naveličal te pa te barve, bi rad pa novo in potem kupijo samo te določene dele v drugi barvi. Omenili ste, da so na sejmih v tujini kupce prepričale značilnosti tega stola. Kaj jim je bilo najbolj všeč? Froc se razlikuje že, gre za
mogoče že po samem dizajnu res za drugačen stol od vseh ostalih otroških stolov, ne. In tudi mi, ko smo začeli, smo ugotovili, da na trgu obstajajo stoli, ki so si med sabo zelo enolični in podobni. In tudi namen je bil, da ustvarimo drugačen stol, bolj moderen, bolj dizajnerski. In tudi zaradi tega smo dobili že več nagrad, lansko leto tudi nagrado na največjem dizajn sejmu v Hongkongu, kjer so ga naši industrijski oblikovalci tam predstavljali. In v bistvu to jih prepriča že na prvi pogled, da gre za, bi rekel, dizajnersko dovršen izdelek, hkrati pa, ko predstavimo vse te prednosti, ne, se pravi prilagodljivost in praktično, jih še toliko bolj prepriča. Če sem vas prav razumel, lahko ta stol pride na katerikoli konec sveta, ga pošljete kamorkoli. Tako, mi dejansko preko spleta, se pravi, ko kupec naroči, ga lahko pošljemo tako v Ameriko kot v Južno Afriko, kar smo tudi do sedaj že večkrat, in v bistvu lahko kjerkoli naroči. Na kak način predstavljate te stole? Poleg sejmov imate verjetno še kakšne druge kanale? Ja, oglašujemo se pravi online se preko raznih socialnih medijev, Google in tako naprej, tako da sodelujemo z blogerji, ki ta izdelek pol predstavljajo na svojem trgu, ki imajo pač več sledilcev in tako. Na začetku ste imeli internetno prodajo, potem ste začeli prodajati tudi prek distributerjev. Kako ste zdaj zadovoljni z mrežo, ki jo imate? Ja, seveda pač želimo povečati naš obseg poslovanja in dejansko prodaja preko distributerjev in trgovcev je bistveno večja, kot sama prodaja preko spleta. Na začetku naše proizvodne, bi rekel, kapacitete niso bile tako velike, da bi lahko se tega šli. Zdaj, ko smo pa dejansko mi dejansko to proizvodno, kako bi rekel, zoptimizirali, ne, smo pa dejansko prišli do količin, katere lahko sprocesiramo in dejansko lahko ponudimo distributerjem tako večjim kot manjšim. Kaj pa zdaj naslednja nadgradnja? Kaj imate v načrtu? Seveda bomo dodajali še razne dodatke k stolu, razširili bomo neko to opcijo barv in mogoče predstavili še kakšne preko te dodatke v tem smislu, da imamo lupinco, katero lahko, se pravi, v katero lahko starši otroka položijo. To lupinco se da na stol in dejansko je lahko stol preko od prvega dne na voljo že uporabnikom. Na posnetku so naše gledalke in gledalci videli ta stol, kako pa je s težo? Sama teža stola je 8,6 kg, ampak če govorimo pa o teži za otroke, stol je testiran na več kot 100 kg, skratka, da nič ni narobe, če se tudi kakšen odrasel usede. Smo se pa predvsem dejansko fokusirali na to, da je čim bolj prilagodljiv za otroka, se pravi za to otroško obdobje in da je dejansko njemu čim bolj prilagodljiv, zaradi tega, ker ugotovili smo, da večina otrok po 10. letu želi sedeti že na klasičnih jedilnih stolih. In to je bil naš namen, da se dejansko naredimo res frocano, otroški stol. Od tod verjetno tudi ime, da ste na tak način postopali. Mi smo na začetku več izbir imen, ampak nekako ta nam je bil nekako najljubši. Kakšne so vaše kapacitete v podjetju? Koliko stolov ste že izdelali, na kateri časovni rok jih izdelujete? Sedaj smo jih dobrih 1000. Naš namen, bi rekel, cilj je, da jih bomo v prihodnosti, sploh v naslednjem letu, lahko tudi 500 na mesec. Koliko imate zaposlenih? Smo 3, ampak sodelujemo, bi rekel, tudi z zunanjimi partnerji. Kje si lahko naše gledalke in gledalci še kaj več preberejo o vašem stolu za kakšne dodatne informacije? Največ informacij imajo sprav na spletu, če gredo na našo spletno stran froc.si. Drugače nas pa lahko seveda pokličejo, pošljejo mail in bomo z veseljem odgovorili na kakršnokoli vprašanje. Koliko časa traja od odločitve, od naročila do tega, da stol prejmemo? Povprečno je, rekel, največ 30 dni, ampak se potrudimo, da je v enem tednu
tednu že poslano. Te stole pri sebi izdelujete na zalogo ali sproti glede na naročila? Do sedaj smo rekel sproti, zdaj pa delamo tudi na zalogo, ker se nam je dejansko obseg prodaje pač bistveno povečal in moramo slediti temu trendu, da imamo dejansko stole na zalogi. Ga je težko sestaviti? Če je kakšna pomanjkljivost, je dejansko ta sestava. Ne gre dejansko res za stol, ki ga sestaviš v minuti, zavzame 10-15 minut, ampak ko je enkrat sestavljen, ga imaš dolg časa. Lahko omeniva tudi ceno, kako je z njo? Ja, začne se, stol je 199 evrov, potem je pa odvisno od samih dodatkov, od varovalnega dela, blazinice in tako naprej. Prej sva omenila, da ste se pojavili na različnih sejmih. So še kakšne želje, cilji, da greste še kam drugam? Ja, zagotovo bomo sledili, se pravi, da bomo tudi naslednjo leto bili na sejmu v Franciji, kjer je v bistvu največji dizajn sejem, in v Nemčiji, v Kölnu, kjer je pa največji otroški sejem. Tako da ta dva sejma zagotovo bosta bila, ne samo drugo leto, tudi v prihodnjih naslednjih letih. Vi ste svoje znanje, idejo, izkušnje že pretopili v ta stol. Kako pa ste zadovoljni z odzivi kupcev? Ja, smo zadovoljni. Sploh posebej nas veselijo tisti, ki imajo doma že 3 naše stole. So to takšni 2-3, ki so dejansko zelo zadovoljni. Na začetku, seveda, ko smo šli, tudi ko smo naredili produkt, seveda vsega dejansko ne veš, kaj lahko prinese, ker ko ti narediš produkt, v praksi se nekaj drugega pokaže in smo imeli še nekaj težav s proizvodnjo, da smo vse te sestavne dele naredili takšne, kot morajo biti, ampak sedaj po parih letih lahko rečemo, da smo ga, da je dejansko dovršen izdelek in da so kupci z njim zadovoljni. Obstajajo na tem področju še kakšne tržne niše, da bi lahko poleg stolov naredili še kaj? Je to kaj v načrtu? Naš namen in vizija je, da bi sledili, se pravi, trendu teh lesenih izdelkov, otroških izdelkov, poleg stola mogoče ponudili tudi otroško posteljico, ampak kot rečeno, sprva nam je otroški stol, potem pa naprej. Jaz se vam, Matej, zahvaljujem za tole predstavitev. Naše gledalke in gledalci si lahko podatke ogledajo, kot ste omenili, tudi na spletni strani. Hvala, ker ste prišli predstaviti ta zanimiv stol. Ostanite pa še z nami, ker bova šla po športnem pregledu skupaj v kuhinjo, da vidiva, kaj je Mitja skuhal oziroma kako je videti ta jesenska sladica. Hvala vam. Drage gledalke in gledalci, za vas pa imamo pripravljen športni pregled dogajanja po Zasavju. David je v studiu že pripravljen, da predstavi aktualne športne novice. Res je, Tomaž, po glasbi in dobri hrani je čas za šport, da jutro začnemo tako, kot je treba. V 3. slovenski nogometni ligi Center je bilo na sporedu 10. kolo. Zagorjani so se podali na gostovanje k zadnjeuvrščeni Komendi in suvereno slavili z 1:5, potem ko so tekmece dotolkli v končnici obračuna. 2 gola za proletarce je zabil Luka Klančišar. Ivančna Gorica je na domačem igrišču pričakala Bled Hirter in po porazu z 0:2 tokratnim tekmecem prepustila vodilno pozicijo na lestvici. Bled ima 22 točk, Ivančani 20, Zagorjani so 4. z 18 točkami. V naslednjem kolu bo Zagorje gostovalo v Grosupljem, Ivančani pa v Šenčurju. V regionalni ljubljanski nogometni ligi so odigrali srečanja 9. kola. Rudar Trbovlje je prekinil niz neuspehov z gladko zmago v Jevnici, Svoboda Kisovec je za 11 metrovko v 93 minuti doma ugnala Moravški Termit, Kresniška Kokta pa je na gostovanju v Ljubljani klonila proti Interbloku s 4:0. Vse ekipe iz širšega zasavskega območja se nahajajo med 5. in 11. mestom. V ženski 1A rokometni ligi so igralke Zagorja v okviru 5. kola doživele 3. poraz v sezoni. V Novem mestu je bila Krka boljša 27-21. Pri gostjah je bila najučinkovitejša Luna Vončina s 5 zadetki. V elitni moški rokometni ligi NLB je bilo srečanje med Celjem in Dolom TKI Hrastnikom, ki bi moralo biti odigrano v Knežnem mestu zaradi zasedenosti dvorane Zlatorog na sporedu v soboto zvečer v dvorani Dolanka. Gostje so pričakovano visoko slavili na krilih 8 zadetkov Branka Vujovića. Pri domačih so se strelsko najbolj odlikovali Matic Grušovnik s 7 ter Amalaj Dari in Luka Koprivc s 6 zadetki. Na tekmi je bilo okrog 500 gledalcev in tudi naša kamera. Kako je bilo odigrati proti tako rekoč svojim na tem parketu, ko je bil rezultat več ali manj znan?
Ja, sigurno na ta klub so res, me vežejo res lepi spomini, tu sem odraščal. Klub mi je dal res to znanje, ki ga hočem zdaj pokazati. Sigurno je bila motivacija na vrhuncu, vedno se želimo dokazati igralci in tako je bilo tudi danes. No. Celje ima dva zelo dobra vratarja, predvsem Ferlina, ki je reprezentančni vratar. Kakšno je tvoje mišljenje? Bi bil kdaj lahko v vratih Celja? Ja, seveda, to si želim. Mislim, da je prizadevanje vsakega vratarja v slovenski ligi, da bi enkrat zaigral za Celje in tudi jaz tukaj nisem izjema. Res želim si enkrat. Mi smo se s fanti dogovorili, no, se pravi, da bomo probali štartati bolj moško, agresivno. Nekako mogoče smo pregoreli v tej želji, no. Mogoče Celje zaenkrat preveliko za nas v vsakem pogledu. Želeli smo si boljše tekme. No. Je pa tako, no, da smo dejansko tudi razporedili minutažo vsem igralcem. Probali smo dobiti kakšnega zraven, no, tudi nekaj stvari se je danes zelo korektno odigrali. No. Je pa falila ta agresivnost in pa malo premalo želje pa poguma. No, predvsem. Za vami je 6-7 tekem, zdaj k sreči 14-dnevni premor, ki bo gotovo v vaši ekipi prišel kar prav. Glede na to, da imate poškodovanega kapetana Klepe, ne nazadnje Domen Hribšek ni povsem pripravljen. Torej 14 dni premora vsekakor dobrodošel. Ja, sigurno nam bo ta premor prišel super prav, no, moramo se stabilizirati, se pripraviti, več trenirati, predvsem tudi Luka Cigler se bo verjetno vrnil že ta teden, tako da ja, imamo težave s poškodom, enako imajo tudi vsi ostali, no, tako da tukaj pač ni izgovora, ne, mi moramo svoje vse narediti. Jaz sem samo razočaran, da nismo bili bolj pogumni. Čez 14 dni tretja zaporedna tekma v tej dvorani, Mariborčani, napoved najbrž nezahtevna oziroma nehvaležna. Ja, mislim, izkazalo se je, da ni nobena ekipa, noben bav, no, tako tudi Maribor je premagljiv, ne. Odvisno pa vse od nas, na kak način bomo mi pristopili, kako bomo odigrali, kako bomo skoncentrirani. Se pravim, 5 tekmah smo pokazali zelo lepo igro, no, nismo bili nagrajeni na koncu. Tudi ta sreča se enkrat mora vrniti, no, če bomo mi pravi, jaz verjamem, da se bo tudi nam enkrat odprlo. No. Izgubili so tudi rokometaši Sviša, Koper je bil v svoji dvorani prepričljivo boljši s 30-20. Za poražence sta Simon Stopar in Matic Košir mrežo zatresla po 4-krat. Dolani in Ivančani so zaenkrat osvojili po 2 točki in zasedajo zadnji 2 mesti na lestvici. V moški prvi B rokometni ligi so odigrali 6. kolo. Radečani so doma gladko ugnali Pomurje, Herč Martno je na svojem parketu v tesnem obračunu klonil proti Ižanom, Rudar pa je doma, prav tako z golom razlike kot Šmarčani, v Trboljah odpravil novinca iz Ajdovščine. Več o obračunu pred okrog 150 gledalci pa v naslednjem prispevku. Po predvidevanjih in po strahu, ki smo v naše kosti uvlili v poslovanju, smo tekmo pričakovali zelo nervozno. Vidi se v tem trenutku, da na koncu ta ekipa ni izkušena. Če gre, ko ne gre, so fanti zelo v krču in to nas je danes pripeljalo v tako tekmo, da smo jo, kljub temu, da smo jo nadzorovali in imeli večkrat možnost, da bi se odlepili, na koncu spravili v egal in na koncu celo srečno prišli do zmage. Blestetela sta oba vratarja, veteran Kraft na vratih Ajdovcev, kot tudi vaš Klemen. Ja, danes je bila tekma vratarjev. Želeli smo si, da Klemen končno pride spet na tisti nivo, da nam bo pomagal in to je danes nam je bil velika pomoč, da smo te pike zolekli. Ve se pa tudi, kdo je Branko Kravtaker, on je vratar, ki je branil veliko prve lige, je bil z mladimi leti v Dravi ob Renatu Vogrincu vodilna sila in bil je tudi na koncu mladinski reprezentanc. Zdaj sledi premor, kar prav izgleda, da bomo prišel. Za nas je nujno potreben, da se predvsem v glavi spočijemo in fizično ponovno obnovimo, kajti mislim, da smo v tem trenutku padli psihično in fizično. Potem pa vas čaka po tem premoru 3 teden sem skoraj da gostovanje na Igu pri Mokrcu. Normalno, to so tekme, ki se nas štejo. Nam pike oziroma
točke proti Slovanu in takem ne štejemo, kar ti po poškodbah Lenarta in Gereka so se cilji drastično znižali in je cilj en in edini obstanek v ligi. In to so tekme, v katerih je treba iskati točke. Vemo pa, da je IK na določenih pozicijah zelo izkušena ekipa in ima tudi zelo izkušenega trenerja in je mogoče celo največje presenečenje lige. Po dobri četrtini prvenstva so Radeče, Rudar in Šmartno zasidrani na sredini lestvice. Radečani so 6., Trboveljčani 7., Šmartčani pa 8. v 14-članski ligi. V drugi slovenski košarkarski moški ligi so odigrali srečanja 3. kola. Hrastnik je po 2 uvodnih zmagah doživel prvi poraz, v napeti končnici je padel na gostovanju v Grosupljem. Domači so odločilni koš za zmago dosegli 3 sekunde pred koncem. Pri Zasavcih je s trojnim dvojčkom zablestel Klemen Požin, zbral je 20 točk, 11 asistenc in 10 skokov. Učinkoviti so bili še Matic Babič z 18, Urh Durnik s 16 in Marko Čergič s 15 točkami. Hrastničani bodo naslednjo prvenstveno srečanje igrali šele 3. novembra, ko bodo gostovali v Podčetrtku, še prej jih čaka pokalna preizkušnja proti Litiji. V tretjem košarkarskem moškem rangu so odigrali drugo kolo. V vzhodni skupini je Zagorje prišlo do prve zmage, potem ko je na domačem terenu razbilo Bistrico s 23 točkami razlike. Martin Kosin je zbral 24 točk, Ambrož Kajtna pa 20. V centralni skupini je Litija kljub 17 točkam Dragana Pušiča in Jakoba Virka doživela prvi poraz, ekipa Ljubljane je bila na svojem igrišču prepričljivo boljša. V prvi futsal ligi je FC Litija v 4. kolu prvič klonila, državni prvaki iz vrst moštva Dobovec Pivovarna Kozov so bili boljši s 6-1. Visoko je izgubila tudi Ivančna Gorica, FutureNet Maribor je na Dolenjskem zmagal z 1-8. Litijani so padli na 3. mesto, Ivančani so 8. v 10-članskem tekmovanju. V drugi futsal ligi so Mlinše v Zagorski športni dvorani z 0-5 klonile proti Ptujčanom in padle v spodnji del razpredelnice. Z dirko svetovne serije v kitajskem Guangzhiju se je zaključila letošnja kolesarska sezona. Primož Roglič na njej ni tekmoval, že pred omenjeno preizkušnjo pa je bilo jasno, da bo član moštva Lotto NL Jumbo v posebnem točkovanju svetovne serije zasedel končno 11. mesto. Najboljši v letošnji svetovni seriji je bil Britanec Simon Yates. Na lestvici Mednarodne kolesarske zveze je Roglič tekmovalno leto sklenil na 12. poziciji, prvo mesto pa je suvereno osvojil Španec Alejandro Valverde. To je bila Merica športa, se vidimo spet čez 7 dni, zdaj pa nazaj k Tomažu. Hvala, David, za besedo. V sklepnem delu tokratne Merice pa smo pri kuharju. Mitja Zadravec Ribič iz Kuhle je danes za vas pripravljal jesensko sladico z gostom Matejem Koširjem, pa se v tem prijetnem kuhinjskem ambientu pojavljava in pregledujeva, kaj je nastalo. Mitja, sladica je skoraj končana, videti je lepo, upam, da je tudi okusna. Povejte, kaj vidimo zdaj na tem krožniku in kako ste zadovoljni z današnjo izvedbo? Na krožniku vidimo, tako kot smo prej govorili, 2 vrste kostanjeve kreme, najbolj kremasta tekoča, druga je v bolj trdem stanju, se pravi je na osnovi stepene smetane. Hruško smo skuhali, ohladili, jo dali na krožnik, malo okrasili z limonino lupino, čokolado in pa jabolčnimi krhlji. Dodali smo še malo jesenskih orehov. To je pa to. Gostov želim dober tek. Upam, da je tudi okusna. Matej, vas vabim, da tole preizkusite. Mitja, vi pa povejte, kako je z gostilno Kuhla? Kdaj pričakujete svoje goste? Imate zanimiv odpiralni čas, tako da lahko vsak pride na vrsto. Ja, za naše goste imamo zanimiv odpiralni čas, se pravi, tudi tisti, ki samo želijo na jutranjo kavo, smo odprti že od 5. ure zjutraj do 10. zvečer, čez vikend pa do 11. Tako da za vsakega, ki se želi jutranje kave, zajtrka, kosila ali večerje, smo za njega vedno odprti. Vaš kolektiv, ste rekli, je znan po prijaznem osebju, po dobri hrani. Ljudje lahko naročijo tudi različne cateringe in podobno. Kje lahko dobijo dodatne informacije za naročila in vse, kar jih zanima? Dodatne informacije lahko dobijo na telefonski številki, na spletni strani www.kuhla.net, na Facebooku nas najdete,
tako da mislim, da ne bi smeli biti težav. Ali pa se oglasite pri nas v gostilni, pa se dogovorimo. Matej je poizkusil tole sladico. Ja, zelo je dobra. Zelo. Jo priporočate tudi Ja, našim gledalkam seveda, in gledalcem. zelo, zelo. Matej, vam še enkrat hvala, ker ste predstavili Hvala tudi vam. Stov Froc. Hvala za vse podatke in zanimivosti, ki ste jih povedali. Želim vam čim boljšo prodajo in vse drugo. Mitja, vam pa res hvala, ker ste prišli v naš studio, ker ste skupaj z nami delili lastno avtorsko sladico jesenskega pridiha. Upam, da se še kdaj srečava na tem mestu in da pripravite še kakšno jed. Hvala vam in za povabilo. hvala tudi vam in naše pozdrave prenesite tudi svojemu kolektivu. Bomo, hvala. Pred nami pa še sklepni del tokratne Mirice, drage gledalke in gledalci. Verjetno se boste strinjali z nami, da si težko priznamo, da nas visoka hitrost življenja vedno znova preseneča. Ko se tu in tam uspemo izpreči iz vsakodnevne dirke, ko si vzamemo trenutek za sprehod po spominih, nas še kako strezni časovna oddaljenost tistega, o čemer smo prepričani, da se je zgodilo pred kratkim. Če imamo družino, ki nas ima rada, dobre prijatelje, hrano in streho nad glavo, smo bogatejši, kot si lahko predstavljamo. Včasih mora človek preprosto pozabiti na to, kar čuti, in se spomniti na to, kar si zasluži. Zapomnite si nekaj. Vsak nas ima lahko rad, ko sije sonce. Komur zares nekaj pomenite, pa spoznate v nevihti. Ampak življenje je prekratko, da ne bi bili srečni. Pazite nase, malo pa tudi na druge. Želim vam lepe prihajajoče dneve.